sploh koga nabirati, ostalo je boros. Ko bom mlad in bogat, si ne bi rad krvi prav. Tudi ko bom mlad in bogat, si ne bi rad krvi prav. Tudi ko bom mlad in bogat, si ne bi rad krvi prav. Tako zveni Siddharta v živo iz studia Radia Koper in sicer studia Hendrix. No, takole, kot smo že omenili uvodoma, danes je z nami 20 poslušalcev, no, mogoče je našel pot do tega studia še kakšen, ampak 10 izmed njih je dobilo po 2 karti tako, da je postavilo na našo Facebook stran vprašanje za vas. Kot omenjeno, slišali boste nekatere izmed njih. In prvo vprašanje, ki ga je postavila poslušalka Vanja Šturm, se pravzaprav lahko nanaša tudi na tole pesem, ki smo jo ravnokar slišali. Namreč Vanja pravi, da jo vedno znova fascinirajo naslovi vaših skladb in jo zanima, od kje inspiracija zanje. Recimo lahko razložite kar na primeru ravnokar slišane. S parimi naslovi smo imeli kar probleme, zaradi tega, ker je naša navada, da ko neka pesem nastaja, dobi nek delovni naslov, ki ponovadi ne zdrži potem do konca, se pravi, da se tik preden, ko nastaja pol tekst, spremeni. In pri temu smo se kar dolg časa zatikali, pri temu Volku ovce. Mislim, da je Tomaž dal potem predlog, ko smo imeli polno enih nebuloznih različnih idej, ki so bile slabe. Ta se nam je pa zdela tako malo večplastna in tudi komad sam po sebi
nima neke teže sporočilnosti, no, ampak je pač rock'n'roll, ki nekako odpira to ultro ploščo in čas, v katerem mi živimo, nekako gledamo skozi prizmo tega naslova, pač volko ovce, ne vemo, kaj to pomeni, nič fajn. Mislim, kogar za koga, ja. Za volka je super, ja. Na naslednje vprašanje ste sigurno že odgovorili, a po 20 letih je čas za revizijo. Zastavil ga bo poslušalec sam, Bor Breznikar. Zakaj ste si dali ime ravno po tistem romanu? Zato, ker smo takrat prebrali vsi to knjigo, ki je bila na srečo zelo kratka, se nismo dolgo z njo trudili in je drnata. Po vsej verjetnosti smo želeli dati ime bendu z neko internacionalno besedo, ki ni ne slovenska, ne angleška, ampak je pač ime tega fantka, ki je nosilec te zgodbe, po kateri ima tudi ta knjiga Hermana Hesseja naslov. In ko začneš, si moraš dati neko ime. Mislim, da smo imeli še par drugih zelo hecnih tudi imen, na koncu smo se odločili, da kar pri tem ostane, pa ni čisto vedno. Čas imamo kar probleme s tem, zaradi tega, ker je veliko drugih stvari, ki se tudi podobno imenujejo, ampak ne bomo zdaj po 20 letih tega spreminjali. Hvala. Očitno vas Gertrud, Roshalde ali Klub niso prevzeli. Tudi Hessejevi romani namreč. Ja. Ne to. Naslednja 3 vprašanja je zastavila ena oseba. Po obsegu radovednosti lahko sklepamo, da je ženska. Moško racionalno pa smo se odločili, da zastavimo eno. Jano Belcijan zanima, kateri je tisti najmanj tipičen kraj, kjer ste kdaj spisali kak komad, morda neplanirano, čisto nagonsko, tako naj neuporaben kos papirja, imate morda kako anekdoto na taka posebna nastajanja tekstov ali glasbe? Ja, veliko. Prej je bil zraven še Primož, ko smo šli v bistvu med snemanjem plošče RH minus pač, kako se reče, sindikalno na počitnice v Avstralijo, kjer smo bili, kaj? Bok je bil tudi zraven. Tudi Boštjan je bil zraven. Ampak miva sva se tam bolj objemala, pa jaz sem pisal, pač pila sva nekaj tak, pivo, ne, veliko piva sva spila in jaz sem dobil ogromno enih idej, ker sem mogel takrat narediti tekste za celo plato v bistvu, ne. Niso bile glih počitnice in jaz sem spisal 3 strani ultimativnih tekstov, ki so jih potem drug dan s Primožem brala in nobeden ni znal prebrati sploh tistega. Niti nobeden ni vedel sploh kaj je pisal. Tudi ne vem, če sem iz leve proti desni pisal, ti se tako neverjetno. Imam ta zvezek še doma. Tako da sem takrat mislil tisti večer, da v bistvu plata rešena, pa je bilo zelo daleč od tega. Tisti, ne vem, Primož se tudi ne razpolne. Ne, vem, da smo tako ful se skrivali, da ne bi kdo gledal. Da ne bi kakšen Avstralec slovenščine prepisoval od naj. Ja, zanimivo, no, to je bilo proti jutru že, seveda. Krepko popoldan. Ja. Po lokalnem času, seveda, slovenskem. Zvečer. Sred noči. Ja. Tako je, evo. Ste sploh ziher, da je bila slovenščina? Ne. Mislim, ne vem, v katerem jeziku sem takrat razmišljal, ampak sem skoraj siguren, da v slovenščini. Ne vem, najbrž bi bil Trubar zelo jezen na mene takrat, ko bi videl. Če se vrnemo na zadnjo aktualno ploščo, torej Ultro, ta ponuja 11 novih skladb, med njimi sta tudi 2 posebni sodelovanji. Prvi gost je DJ Umek, v meni odlični in Levitation, drugi pa hrvaški rocker Damir Urban v Strelah v maju. No, v nadaljevanju bomo med drugim slišali tudi prvi singel z te Ultre, torej Nastalo bo. Kot smo že omenili, zanj ste posneli že videospot, ki je zadnji, torej 20. po vrsti. Predstavili ste ga premierno na MTV Adria. Me pa zanima, in sicer v imenu poslušalke Sare Richter, če ste morda kdaj razmišljali o tem, da bi s katerim od oboževalcev posneli kakšno pesem. Torej ne videospot, ampak prav pesem. Ne vem, če smo razmišljali o tem. Prav, da bi na ta način, ne vem, ne. Smo pa recimo, no, mogoče je... A smo posneli?
Uživo, ja. No. Mislim, cela vi plošča je pravzaprav bila z oboževalci več posneta, no. Do neke mere, ne, ampak govorimo verjetno o nekem duetu, ne, ali Tako. pa... Ne, mislim, ne vem. Pa je ta ne tako zelo dokončen? Ne. Ali Ne. Je, ne še. To je, mi smo zelo, se mi zdi, fleksibilni. Pak mora verjetno neka iskra preskočiti, nekaj se mora Nek zgoditi. smisel mora Ja. najbrž imeti vse skupaj. Ne samo ne. zato, da je zgodba, da smo s fenom posneli. Sej, čas še imate, ne? Ja. Ste stari šele 20 let. Tako da. No, morda bo nekoč dejansko nastalo vse, kar smo si kdaj želeli, torej tudi kakšen oboževalec. Zdaj sledita torej 2 skladbi in sicer Nastalo bo, predlagam pa potem še Premladi. Ta večer daleč opazujem ljudi. Lahko te vidim tudi, kadar ni več luči. Ledeno mrzle roke hladijo srce. Leto bo pregorelo od tvojih besed. Tukaj ti si sama, jaz sem tam, ponudiva si telo. Dajva dol svoje maske, ljubiva si tako. Tukaj ti si sama, jaz sem tam, ponudiva si telo. Dajva dol svoje maske, ljubiva si tako. Ostala boš ti, ostal bom jaz. Nastalo bo 1000 najlepših pesmi. Ostala boš ti, ostal bom jaz. In najlepši čas. Ostala boš ti, ostal bom jaz. Nastalo bo vse, kar sem kdaj želel si. Ostala boš ti, ostal bom jaz. In najlepši čas. Samo da ne ukrotiva, kar ima pa v oči. Le malo manj sumljiva, zavrtiva ta svet. Potem v noči zgineva kakor vihar. In za seboj pustiva, kar nama ni mar. Ostala boš ti, ostal bom jaz. Ostalo bo 1000 najlepših pesmi. Ostala boš ti, ostal bom jaz. In najlepši čas. Ostala boš ti, ostal bom jaz. Ostalo bo vse, kar sem kdaj želel si. Ostala boš ti, ostal bom jaz. In najlepši čas. Ostala boš ti, ostal bom jaz in najlepši čas. Ostala boš ti, ostal bom jaz. Nastalo bo vse, kar sem kdaj želel si. Ostala boš ti, ostal bom jaz in najlepši čas.
Nastavili smo ure, da smo kure z manj kulture. Pesem Z Premladi, malo kulture, z malo kulture. z malo kulture. Pesem Premladi najdemo na Ultri pod zaporedno številko 2. Zakaj smo premladi? Premladi smo, da bi v bistvu ugasnili. Še ogromno stvari imamo za narediti, za povedati, za uživati v bistvu. Ne? In skozi naše oči zgleda vse skupaj preveč napeto in premalo zabave. Preveč smo resni postali ljudje, se mi zdi, da pozabljamo na tiste osnovne užitke, ki nas v bistvu dela srečne. In še nismo toliko stari, da bi postali resni. Nikoli ne bomo, upam, toliko stari, da bi postali preresni. Šele 20 let imate. Ja. 20. obletnico ste nedavno obeležili na Gospodarskem razstavišču. Za vami je Bežigrad s 30.000 glavo množico, pa maraton v hali Tivoli in seveda Stožice. Domači pa ste tudi na manjših odrih. Nino Krivec Rudolf zanima, kako vidite to razliko, tako z vidika prilagajanja zvoka, kot z vidika stika z občinstvom? To smo že parkrat povedali, v bistvu, da ima vsak koncert v bistvu svoj čar. Te čisto majhni, ki so za par 100 ljudi, mogoče včasih celo manj, ne, so veliko bolj intimni, več je nekega sodelovanja, bližji smo si, ne, iz oči v oči, prepoznaš ljudi in jih lahko bolj osebno nagovoriš, oziroma tam imaš borbo z njimi, v bistvu je več, bolj je vroče vse skupaj. Ne. Te večji odri, kot so pa te stadionski, imajo pa tudi svoj čar na način, da tako ogromna masa ljudi zbere celot, mislim, ogromno ene energije na enem mestu. Ne. To seveda pridajo ljudje, ki imajo radi tako muziko in so to taki neverjetni občutki, ki jih ne moreš nažalost doživljati vsak dan. In ogromno enega dela je za takimi velikimi koncerti v bistvu nas na nek način kar orang zmučijo take stvari, ampak na koncu se splača in dobimo neko svoje zadoščenje sploh potem, ker vidimo v očeh ljudi, da smo jim dali nekaj, kar jim je ugajalo, nekaj, kar si zapomnejo. Kakšni so tudi otroke tam naredili, kar je sploh pohvalno. V bistvu največ se potem samo lepih stvari spomniš, kar je prav. Absolutno. Bolj osebno kot tako na koncertu zagotovo skoraj da ne more biti. Torej, z nami je tudi Barbara Jerovšek, ki vam bo kar sama zastavila vprašanje. Ja, mene pa zanima, če ste razmišljali, da bi zopet priredili kakšen koncert na kakšni taki nori lokaciji, recimo vrh Triglava, Postojnska jama, krožišče v Kopru ali pa kaj podobnega. V Kopru smo enkrat igrali na strehi, to se spomnim. Na bivši Soči, ja. Pa Ja. na splavu tam v Izoli. Pa v Izoli na splavu. V Simonovem zalivu. Tisto v Kopru mislim, da ni bilo čisto legalno. Tako da smo, ja, znači zdaj že imam. Zdaj že Je že zastarano. toliko let minilo. Aha, okay. Ja. Triglav, jaz iz osebnih izkušenj vem, da me kar strah višine. Enkrat sem šel gor zaradi, ne vem, zaradi česa sploh ne vem, če bi šel še kdaj. Sploh pa ne igrati. Ali ponavadi ravno tisto, ko rečeš, da ne, potem se zgodi. Je ogromno nekih zanimivih lokacij, od letališč pa tega, ampak to gremo v bistvu, ko pa so trna ideja, takrat potem ima nek smisel. Nikoli nismo na silo delali nekih stvari, ampak se kar utrne ideja, sami sebe presenetimo in takrat se lotimo nekih v bistvu ne klasičnih potez. To so različni v bistvu ko z glavo skozi ti je delati stadion, ko ne veš, kaj se bo zgodilo. Nas je pa 5 keralcev, ki pa v bistvu razmišlja zelo na široko in smo zmeri odprti za kakršne koli izzive. Upamo, da čim manj takih, s katerimi bi se preveč upekli, kar se nam jasno tudi že zgodilo, in si potem malo bolj previden, kar pa v bistvu ni toliko pravno. Še zmeri moramo biti drzni in jaz mislim, da nas v prihodnosti še čakajo taki in drugačni izzivi, kot si omenila. Domnevam, da se jih veseli Barbara, kot tudi vsi ostali, ki so tukaj in nas poslušajo prek radijskih valov ali spletne strani radiokoper.si. To mi je ravno kar pogledal na uro. Imamo še nekaj časa, bomo pa povedali, zakaj se mudi. Ob 18. uri vsi vabljeni v koperski Big Bang na druženje s Sidarto. Bomo pa sedaj le... Ja,
Bomo pa sedaj z naslednjima dvema pesmima bomo pravzaprav zaokrožili potovanje po Ultri. Slišali bomo Calvi in pa Flip. Pa mogoče samo beseda ali dve o Calvi. Gre za pesem, ki kaj postavlja ogledalo družbi. Na nek način, ja. In hkrati zelo temačen nastavek preide v zelo pozitivno naravnan zaključek pesmi, ki je mal žugajoča. Imate prav, je ogledalo nam, vsem. In nekako kot celota bi rekel, da je zelo pozitivna, no, in gre iz teme proti svetlobi, kar je bil v bistvu naš namen. Aplavz torej za Siddharto, Calvi in Flip v nadaljevanju. Po morjih divje vihrajo, velike ladje strahov s črno zastavo. Pridejo k nam tudi danes žejne krvi, burne horde, grizejo rane. Vsi mi smo horde krapljive, umazanih rok in uničenih glav, sami svoj Bog. Kdo je nazadnje preveril seznam, komu pripada svet, dvomim, da nam. Da izgine strah, ki nas obdaja, kar naprej, kdaj izgine strah, predolgo ga napajal je pohlep, eno blago sonce za nas bo gorelo takrat. Iz novih sanj se rodi novi svet, kjer za dobre ljudi se meja ne gradi. Sperimo rane, konec zablod, strgajmo z ladij črne zastave. Združimo znanje, konec tegob, sredi pomladi dvignimo glave. Se kdo zaveda, kaj se bo zgodilo, ko ne bo meja? Se kdo zaveda, kaj se bo zgodilo, ko ne bo meja? Se kdo zaveda, kaj se bo zgodilo, ko ne bo meja? Se kdo zaveda, kaj se bo zgodilo, ko ne bo meja?
več barv, ne vidim oblik. Tam mi zastaja dih in upanje bledi. Nemir v prsih, ljubezen odhaja. Umira sonce, a novo nastaja. Tam se rojeva svet, še bolj lep kot prej. Tam vas objamem spet, objamem sredi zvezd. Zdaj je čas, da ostanem, zdaj je čas, da se vrnem med ljudi, ki so bili, dali tisto, kar ne naredi. Zdaj je čas, da se ne gledam, zdaj zajadram v nov dan. Ni besed za vse, kar v meni vre. Danes so tiste volje, ko verjamem, da spet živim. Gledam tja gor v vesolje, v meni kerozin in kadim. Danes so tiste volje, ko verjamem, da spet živim. Gledam tja gor v vesolje, v meni kerozin in kadim. Zdaj je čas, da ostanem, zdaj je čas, da se vrnem med ljudi, ki so bili, dali tisto, kar ne naredi. Zdaj je čas, da se ne predam, zdaj zajadram v nov dan. Ni besed za vse, kar not v meni vre. Love is alright, 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 love is Tole je bil Flip, Marko Strle pa bo zastavil naslednje vprašanje. 20 let kariere, več kot 20 let osebnih uspehov, ampak kaj je za Siddharto uspeh? To, da v bistvu smo ostali skupaj. Ni veliko zvez v tem življenju, ki so toliko dolgotrajne. Pač nam je v ponos, da smo zdržali vse te lepi stvari, ni težko zdržati, jasno, ampak so tudi vmes ogromno enih takih neprijetnih stvari se zgodi, ne, seveda v 20 letih je časa za to več kot dovolj. In da nekako znamo skupaj stopati in se boriti proti ostalim, ne toliko med sabo, ne. To nam nekako izoblikuje naše osebnosti, a ne, da postajamo trši in nam tudi pol v stvarih, ki jih počnemo v življenju, ki se ne tičejo glasbe, velikokrat prav pride, ne. Ti medsebojni odnosi in reševanje skupnih problemov, da smo pol na koncu lahko tukaj z vami
pač zelo dobri prijatelji. No in tako smo prišli do Infre. Nedvomno je tudi naslednja pesem marsikomu najljubša. Ledena je zasedla 2. mesto najbolj poslušanih pesmi leta 2015 na Radio Koper. Ali je to res v bistvu vaša najstarejša pesem, ki pa je ostala nedokončana? Je ena izmed starejših, ja. Čist na začetku je pač v naboru nekih pesmi, ki večina je potem išla na prvi plošči Id, ta pa ne. Pa še nekih je, ki niso, pa mogoče nikoli ne bojo, ne vem. Ampak vedno smo jo imeli sabo na snemanju vsake plošče. In nikoli ni bilo potem časa, da bi jo posneli. Kar je po eni strani v bistvu najbrž usoda tako hotela, da smo potem po 20 letih naredili v bistvu v obliki, kot jo poznamo danes. Prej je bila, ne bom rekel, da naivna, precej drugačna. Malo je bila bolj, za moje pojme, mečkam bolj toga. Tukaj je pa zdaj dobila neko svojo res lepo širino in ni premaknila samo ljudi, ampak je tudi nas, zato smo jo tudi zbrali od teh 20 novih pesmi, pač, da bo prva zastopala to naše obdobje prvih 20 let, pač naredili z nje single in video spot za to našo 7. plato Infra. Privoščimo si Ledeno, nato pa še Dios. So tvoje barve srca, prelepe za oba. Ne moram stran od oči, preveč boli. Ne moram stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, dojdeš mimo mene, a ne moram te ujeti. In vedno bolj mi v glavi razbija in usmija telo. Ko je slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In od nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Že dolgo je, ko ne spim, stoje bedim, se nastavljam, zvedem, ne pijam in ne jem. So tvoje barve srca, preveč za naju dva. So tvoji biseri v očeh, pretemni za ta greh. In spet naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, dojdeš mimo mene, a ne moram te ujeti. Se bolj mi v glavi razbija
Dios. Pridem z neba, da te objavim zares. Pridem z neba, lahko sem Dios. Kjer in posod, nikar in vedno gorim. Kjer in posod, lahko sem Dios. Ne izdaj svoje volje, raj hodi sam. Bodi ogenj, bodi voda, bodi zemlja, bodi zrak. Daj življenje med nas. Živi sanje, bile foto in ne zapravi vseh napad. Bodi angel iz pekla. What's up? Stajam mi staj, rumira srce. Stajam mi staj, lahko sem Dios. Pridem z neba, da bi ustavil gorje. Pridem z neba, lahko sem Dios. Kjer in posod, nikdar in vedno letim. Kjer in posod, lahko sem Dios. Ne izdaj svoje volje, raj hodi sam. Bodi ogenj, bodi voda, bodi zemlja, bodi zrak. Daj življenje med nas. Živi sanje, bile foto, bodi angel iz pekla. Bodi ogenj, bodi voda, bodi zemlja, bodi zrak. Daj življenje med nas. Živi sanje, bile foto in ne zapravi vseh napak. Bodi angel iz pekla. Preden vas spustimo v Big Bang, nas zanima še odgovor na vprašanje Žige Tomšiča. Se bomo čez 20 let ponovno dobili v Hendriksu na Siddhartinih 40, da dokupimo še 20 stolov? Z največjim veseljem. Jaz upam in verjamem v to, da bomo zdržali še naslednjih 20. Ne. Drugega, kaj dosti ne znamo početi. Bomo že vsi Saj ne tako. sedeli. Tako? Vsi bomo sedeli. Torej Takrat bomo 24 rabili stolov. 25, ja, točno, dva sta že. 23. Podpisano. Ja. Kaja je tole vprašanje zastavila oziroma omenila Big Bang, verjetno tudi zato, ker se ji mudi k Tomiju. Namreč, smo že ob koncu našega intervjuja oziroma vašega obiska in lahko povem, da je Kaja vaša velika oboževalka in da si je menda tudi zato umislila fanta z imenom Tomi. Anita, šale na stran, Tomi doma gleda. Ne, res je, da vas spremljam že od leta 2001, od koncerta na Kodeljevem. Tako da to so bili časi dopisovanja, pisanja pisem, zbiranja posterjev. Lepi časi, ja. Zelo lepi časi. Ja. Ampak, ja, adijo včeraj in živijo jutri. To so besede, s katerimi začenjate vaš aktualni album, izreče jih voditelj Miha Šalehar. So pa to besede, s katerimi se bomo mi od vas poslovili. Hvala, ker ste prišli k nam in predvsem pridite še. Hvala za vašo pozornost. Tako vsem prijateljem tukaj v studiu, kot tudi, ki nas spremljate doma, v avtomobilih, kakorkoli že. Čast nam je bilo igrati
za vas živo na Radio Koper iz studia Hendrix. Se že veselimo naslednjih naših snidenj. Tudi mi, prišli smo torej do konca, to je torej naslov pesmi, ki jo boste slišali, na to pa bomo tale topel december zaokrožili kako drugače kot s piknikom. Logična Torej, poteza. še zadnjič danes zaploskajmo, Siddharti. Nekje na dnu je oblast, a midva nisva ni na last, ko da bi brez naju vrela. Dolga pot, polna anekdot, pizdar je vse povsod, a na to je izparila. Kradla je čas, vzela najboljši zrak. Naj ubijava kot si, naokoli brez vesti in tako oba umreva. Kje je bistvo, kaj je Bog, prerojeno bo prišlo, oni dan, ko noben naju ne ovira. Šel bo nov čas, prinesel bo boljši zrak, boljši zrak. vroče poletje, voda hladi, senca zavetje in eden tistih dni, čisto brez skrbi.
vroče poletje, prijetno diši, glasba in petje, nekaj na X in razodetje. Tako nam je lepo, je lepo. In ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudje, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje, nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje. Sonce zahaja, zvezde budi, zrak se ohlaja, ogenj gori, plešemo v tebi. Počasi brez skrbi, tjari. In ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudje, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje, nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje. Nekaj si je v nas ljudje, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje, nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj. Zdaj gre na bolje. Ja, nič, se slišimo? Se slišimo? Ne, se pozabili. Tale aplavz. Okay. Tale aplavz se nakazuje na to, da gremo lahko vse še enkrat od začetka, volko ovce, začnemo in gremo naprej. Ne?
Zdaj predlagam, da gremo še enkrat vse od začetka, ker smo jih padli noter. Big Bang prestavite na kakšen drug datum. Sicer pa ne, tale moj govor je zdaj zato, da vas povabim vse, da naredimo še eno spominsko fotografijo. Siddharto, da ne pobegnete vsi, ne, kot volkovi ali ovce, ampak da se zberemo tukaj pod odrom in bo naš Alan naredil fotko. Bodo pa fotke že danes večer na naši Facebook strani, tako da vabljeni k ogledu. YouTube posnetek današnjega koncerta bo pa tudi že v kratkem, tudi na YouTube kanalu in na naši spletni strani. Hvala, ker ste prišli, seveda, v prvi vrsti fantje.